Živijo, danes imam zate eno tako kratko, ampak vseeno sladko vsebino o angelskih blagoslovih. Namreč v tem letu sem kar velikrat slišala ljudi reči ene par stvari in sicer so rekli takole. Veš kaj, Kristi, jaz pa niti ne vem, če bi angele prosila za pomoč, zaradi tega, ker se mi zdi, da poznam ljudi, ki mogoče niso ravno moralno neoporečni, imajo take zanimive karakteristike, ki jih ne bi opisali ravno kot pozitivne, ampak veš, njim gre vse kot po maslu. Jaz, ki se pa trudim, pa rastem, pa meditiram, pa prosim angele za stvari, se mi pa stvari ne zgodijo ali pa se mi včasih zdijo še celo negativne. Dajmo mogoče danes to video vsebino razbiti mite. Ali je res, da so nekateri ljudje privilegirani in da jim angeli dostavljajo v bistvu angelske blagoslove, ali gre tukaj mogoče za nekaj drugega? Jaz predvsem s to video vsebino, s tem video učenjem, želim doseči to, da angele nazaj približam ljudem. Moram priznati, da je ogromen ljudi, nekako se letos sem to videla, malo umaknili od angelov, od meditacij, vizualizacij, dela z njimi in meni je to toliko škoda, meni je to tak porušen most ljubezni in absolutno upam, da ti ga bom zdaj uspela postaviti nazaj, zaradi tega, ker vem, da če mi angeli pridejo s takimi besedami, pa z takim učenjem, da se nam in vam torej hočejo približati še na veliko večji ravni in da želijo neke stvari razjasniti in da predvsem želijo ponovno vzpostaviti s teboj en tak res odnos za to, da ponovno sprejmeš njihovo pomoč, dajva tako temu reči. Torej, kakšna je resnica tega? A je res, da pač angeli nekatere ljudi uslišijo, zaradi tega, ker so neki privilegirani, ali se mogoče tukaj dogaja nekaj drugega? Angelski blagoslovi so zelo specifična stvar in rada bi, da o njih razumeš več stvari. Pa greva od začetka. Prva stvar, ki bi ti zelo rada povedala o angelskih blagoslovih, zato da ti odprem srce, da ti ponovno odprem srce do angelov in da začneš ponovno sprejemati te angelske blagoslove, je to, da so angelski blagoslovi dostikrat oblečeni v mogoče nek plašč nevidnosti. Angelski blagoslovi velikrat delujejo na način, ki je višje smiselen, bi jaz temu rekla. To pomeni, da ko se odvija nek angelski blagoslov in je angelski blagoslov, ni nujno, da tvoji fizični možgani, tvoji človeški možgani to tako dojemajo. To pomeni, angeli so mi povedali, da se vam lahko dogajajo stvari, ki so angelski blagoslov, ampak vaši možgani prevedejo to kot negativno situacijo. Lahko, da se vam je dogajalo v zadnjem obdobju, da ste imeli občutek, da vam je bilo nekaj odvzeto, da ni bilo fair, da so vas neki ljudje zapustili in tako dalje. In pač to si lahko priznamo z neko logiko, ne moreš pogledati, kaj je v izgubi lahko nekaj dobrega noter. Veš, tista klasična sreča v nesreči, lahko te razumem, absolutno. Ampak moraš vedeti, da absolutno je pa resnica ta, da angelski blagoslovi ocenjujejo vse energije, ki so prisotne v tvojem življenju. Določenih energij ne vidiš. Za določene energije, za katere si ti sveto prepričana, da si jih želiš, niso ustrezne zate. Te zadnji manifestacijsko rušijo, zaradi tega ne moreš stopati naprej in ti tega sploh ne vidiš. Angelski blagoslov v takem primeru je to, da se tvoja pot očisti tega. Seveda je prvi občutek bolečina, seveda je prvi občutek, da hočeš najreč zakričati na angele, da to ni prav. Obljubljam pa ti, da če lahko delaš malce na zdravljenju svojega srca, če delaš torej na tem slepem zaupanju do angelov, nekaj je bilo odvzeto, nekaj mojemu egu ni bilo prav, ampak zagotovo je zadnji nekaj, kar duši prije prav, dovolim, da mi to pokažete in razkrijete kadarkoli že. Ti obljubljam, da če ne zapreš, da ne dvigneš zapornic na svojem srcu, se ti bo pokazalo, da je to
ena izmed najboljših stvari, ki se ti je lahko zgodila. Vem, da sicer to že veš in da se ti v življenju to že zgodilo, ampak angeli so tukaj prišli kot opomnik in ti ponovno želijo to sporočiti. Druga stvar pri angelskih blagoslovih je to, da se dosti ljudi ne zaveda, da so angeli zelo visoka frekvenca, kar pomeni, da so taki tudi njihovi blagoslovi. Ogromno ljudi je trenutno bilo v neki energiji, kjer niso mogli sprejeti angelskih blagoslovov. Ne, da angeli niso hoteli dati blagoslovov, seveda hočejo vedno dajati svoje blagoslove, ampak enostavno frekvenca ni bila dovolj visoka, da bi lahko ti lovila angelske blagoslove. Angelski blagoslovi imajo zelo visoko frekvenco. Če imaš ti znižano frekvenco, pomeni, da si s to frekvenco nisi sorodna. Zdaj pa zelo težko je pričakovati to, da bojo angeli nižali frekvenco, niti nočemo od njih, da to počnejo, kar pomeni, da si ti na potezi, da zvišaš svojo frekvenco. V tem obdobju je izjemno pomembno, da znaš zvišati svoje zavedanje, svoje čustva, svoje mentalne procese in tudi nivoje v telesu. In ko to narediš, se takrat približaš in ujameš angelsko frekvenco in tam lahko tudi oni ujamejo tebe. Naša tretja točka je nekaj, kar smo definitivno uspeli že omeniti, in to je, da angeli želijo, da veš, da ni to tako, da so določeni ljudje privilegirani, kljub temu, kakorkoli se že tebi zdi, in da dobivajo angelske blagoslove, ti pa ne. To je samo povezano z drugo točko ali pa z nivojem samozavesti. Ljudje, ki verjamejo, da jim stvari pripadajo, potem gravitirajo k temu in angelski blagoslovi se direktno vežejo na to. Verjamem in vem, da mi nekaj pripada. Zelo pomembno je, da veš, da ti nisi neko pozabljeno bitje na tem planetu in da ni res, da so nekateri ljudje posebni in ti ne, kaj ti angeli ne delajo razlik. Vsakemu izmed nas lahko pomagajo do te mere, kot mi dovolimo. Mogoče bi bil čas, pa ti bom na koncu zaupala, kako lahko to narediš, da si zagotoviš tako delovanje, ki bo to dopuščalo. In naša zadnja točka je vzdrževanje odnosa z angeli. To je pa zelo pomembno. Ogromno ljudi se obrne na angeli samo, ko je žuta minuta. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko je nekaj dovolj hudega, ko je nekaj dovolj kritičnega, takrat pokličajo angele na pomoč. Takrat se delajo angelske intervencije in prav je, da angelske intervencije imamo in da jih poznamo. Absolutno se strinjam. Pa vendarle angelski blagoslovi so tudi del angelskih intervencij, ampak angelski blagoslovi so stalna manifestacijska odprta pot angelov, torej njihova podpora do tebe in tvoja manifestacijska pot razumeš v tvojem življenju. Vkolikor delaš kampanjski odnos z angeli, potem je to malo tako, veš, takrat zelo težko mogoče v neki paniki ali pa nekem stresu ali pa nekem strahu, mogoče lahko ujameš angelsko frekvenco, ampak če ti hočeš, da se ti ne dogaja več stvari, zaradi katerih so sploh potrebne intervencije, potem ti svetujem, da zgradi stalni odnos do angelov. To so meditacije, mogoče ne rabiš glih meditirati vsak dan, ampak da si privoščaš nekaj meditacij na mesec z angeli, da si kdaj privoščaš kakšen tečaj, da se privoščaš pogovor z njimi. Razumeš, da imaš nek ritual z njimi, ki je stalen. Vse isto imaš verjetno, če imaš otroke do svojega otroka. No rečeš, a veš kaj, jaz bom sam tvoja mama ali pa tvoj oče, sam takrat, ko bo nekaj ful narobe, drugače pa tako, za vsak dan me pa ni. Vi ste starši, svojim otrokom vsak dan, takrat, ko jim je lepo, takrat, ko jokajo, takrat, ko se smejijo in tako dalje. Angele si lahko predstavljaš tako. In tako, kar otroci in starši gradijo vsak dan svoj odnos, moramo tudi mi graditi svojega z angeli. In če čutiš, če si zdaj začutila okrog sebe angele in kako želijo obnoviti ta odnos s teboj, če se želiš naučiti, kako lahko torej zvišaš vso to frekvenco, naj ti povem, da prihaja čisto
prelep tečaj, mislim, to je pa, ne znam ga opisati, tečaj angelskih blagoslovov. Tečaj angelskih blagoslovov je nekaj resnično tako nežnega in ljubečega. Nauči te, kako lahko angelske blagoslove ti sprejemaš na tvoj unikaten način, zato ker nismo vsi isti. Ti imaš točno določen tip angelov, ki so se ti aktivirali ob rojstvu. Oni točno določene blagoslove pošiljajo. Ti na zelo unikaten način sprejemaš blagoslove, glede na to, kakšne možgane imaš, pa kakšen čustven sistem imaš, kako potem to dvoje nekako ujeti, uravnovesiti, kako ti angeli lahko prinesejo blagoslove v predmete, v okolje, kako zvišati svojo frekvenco, da lahko ujameš njihove blagoslove in tako dalje. Vse to in še več je definitivno tečaj angelskih blagoslovov. Naučiš se tudi ogromno angelskih aktivacij, mogoče si pa boš zaželela potem naprej delati z angeli, zato da boš potem lahko to počela tudi za druge ljudi. Program je resnično obsežen, malo sem ti povedala, kaj te čaka, sedaj pa ti dovolim, da ga raziščeš sama. In jaz verjamem, da se odzoveš temu klicu angelov. Želim ti vse dobro, naklikaj povezavo in se te veselim, če se vidiva.